Kristus včeraj in danes, začetek in konec, alfa in omega, njegovi so časi in vekovi, njemu slava in oblast, na vekomaj. Amen. Kristusova luč, Bogu hvala. Kristusova luč, Bogu hvala. Kristusova luč, Bogu hvala. Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen, konja z vodnikom je pahnil v morje. Gospod je moja luč, moja moč in moja pesem. To je moj Bog, zato ga bom slavil. Gospod je zmagovalec, ime mu je Jahve. Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje. Cvet njegovih borcev je utonil v Rdečem morju. Zagrnili so jih valovi. Šli so v globočino, kakor kamen. Tvoja desnica se je poveličala z močjo, tvoja desnica, Gospod, je strla sovraga. Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen. Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja. Bratje in sestre, ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Jezusa Kristusa, krščeni v njegovo smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus po veličastnem očetovem posegu vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Alleluia.
Tako smo, bratje in sestre, nekateri včeraj, nekateri danes zjutraj doživeli veliki trenutek, ki smo ga tako željno pričakovali skozi ves postni čas. Noč, v kateri je Kristus vstal od smrti, pomeni višek verske zgodovine človeštva. Ta noč, ko je Kristus šel iz smrti v slavo vstajenja, je tudi naša noč spomina na krst, sveto birmo in Evharistijo, ko smo prešli iz greha in smrti v novo življenje v ustalem Gospodu in Duhu, ki nam ga je poslal. S krstnimi simboli luči in vode ter evharističnim simbolom kruha in vina Cerkev dramatično oznanja, da je svojim vstajenjem od smrti Kristus pritegnil svet k očetu. V Kristusu, s Kristusom in po Kristusu je Božji načrt stvarjenja izpolnjen. Za nami je prečudovito opravilo velikonočne vigilije, pa vstajenska procesija in velikonočna maša. Po jutranji maši smo odšli po svojih domovih, kjer nas je zvesto čakal blagoslovljen Jerbas dobrot, s katerimi smo pretrgali dneve posta in premagovanja. Včasih so bili deležni tega žegna prav vsi, ljudje in živali. In velika nedelja je tako velik praznik, da tudi od doma niso hodili, le k službi Božji in na njive blagoslavljati posevke, nato pa domov prebirati svete knjige v krogu družine. Praznični zbranosti velikonočne nedelje pa je sledil velikonočni ponedeljek, ki pa je veljal za dan sprostitve. Kot nalašč tudi evangelij ta dan govori o poti vstalega Kristusa v Emaus. In ta dan so ljudje uporabili za obisk prijateljev, znancev in za izlet. In kdorkoli je prišel na obisk, vsak je dobil pisanico ali pirhe v dar. Sploh pa je bil veliki ponedeljek praznik mladine in obenem tudi dan njihovih raznoraznih iger in obredov. Vse to se je včasih potegnilo vse tja do bele nedelje, ki so jo imenovali tudi mala velika noč. Z belo nedeljo pa je bilo tudi konec velikonočnih praznikov. Prerojene, sproščene in čile človeške sile se spet odzovejo klicu narave, ki se odeva v svatovsko pomladno obleko. Tako včasih, kako pa sedaj? To prepuščam vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. Vsem skupaj pa želim blagoslovljene velikonočne praznike in obilo doživete vstajenske sreče in veselja. Naj vam bo vstali Kristus, luč za vse vaše nadaljne življenje. Pa z Bogom.